Dobrodošli na vaji, ki vsebuje motivacijo za uspeh. Namen te vaje je, da ugotovite, kdo ste v dnevu, oziroma dejansko katero barvno čustveno stanje vibrirate, kakšno vibracijo nosite čez dan. Kajti v dnevu imamo izjemno veliko vlog. Mi kot ženske smo lahko mame, hčerke, sosede, prijateljice, partnerice, žene, lahko smo zaposlene, lahko smo samozaposlene, lahko smo šefice, sosede, ko pridemo domov, smo snažilke, kuharice, gospodinje in tako dalje. V življenju se nam tudi zgodi izjemno veliko situacij, dogodkov in tudi izzivov, s katerimi si kreiramo neko tako nizko vibracijo oziroma energijo, ki jo potem nosimo tukaj nekje v tem prsnem delu. In zato je dobro, da veste, kdo ste v interakciji, ko stopite v kontakt z neko osebo ali pa, ko se znajdete ponovno na nekem dogodku, v neki situaciji, katera vam aktivira občutke iz preteklosti. S to vajo boste res lahko spoznali malo bolje sebe in bolje spoznali, kaj vibrirate čez dan. Torej, katero obleko nosim, katero vibracijsko obleko, da ni tista potopna izpred 100 let, ko vas dejansko potisne dol v samo brezno oziroma v dno nekega oceana. In prvo vprašanje, na katerega si je dobro odgovoriti, od koga je odvisno, kdo sem v danem trenutku. V danem trenutku je odvisno to lahko prvič od mene, kdo sem jaz, kako sem ozaveščena, kaj razumem, kaj razmišljam, v kaj sem prepričana in tako dalje. In v drugem delu oziroma na drugi način je pa tudi lahko odvisnost to, kdo sem jaz, tudi od nekoga drugega. Kdaj je to? Ko prepustimo, ko damo svojo moč nekomu drugemu, ko nam je mnenje druge osebe bolj pomembno od našega lastnega mnenja, ko bolj verjamemo drugi duši kot svoji, a ne? In takrat, ko mislimo, da nekdo ima več znanja, ko imamo neko slabo samopodobo, nizko samozavest in tako dalje. Vse to vpliva na nas. Od česa pa je odvisno, katero jaz obleko nosim, je pa dejansko od mene. Od mene. Te dve vprašanji sta si nekako skorajda isti, ampak če razmislite, da imate vi možnost se odločati, ali boste delovali na temelju novega jaza, nove tiste osebe, ki jo ustvarjate, ali boste delovali na temelju starega jaza. Tako da je izjemno pomembno, kdo ste in kaj ste v dnevu. In tukaj sem pripravila nekaj slajdov, s katerimi si boste lahko pomagali, da boste ugotavljali, dejansko ugotovili, kdo ste pa v naslednjih življenjskih situacijah. Te življenjske situacije dejansko se nam dogajajo, jaz imam tukaj opisanih nekaj, mislim, da 4 ali 5, vi pa lahko, da boste bolje vajo, bom rekla, izpeljali ali pa še bolje spoznali sebe, pa dodali še neko življenjsko situacijo. Če zgoraj pogledate, sem naredila veliko silhuet v različnih barvnih odtenkih in recimo tukaj spodaj je prikazana slika, recimo ko ste doživljali ali pa ste morda še trenutno v nekem partnerskem razmerju, kjer vas partner zlorablja ali pa vas je v preteklosti zlorabljal. In kadarkoli ga srečate ali pa stopite v kontakt z njim, se vprašajte, katero obleko nosim, kdo sem, kaj se v vas aktivira. In jaz sem samo tukaj zaradi vaje dala to neko, kaj je s tem opečnato, rožnato barvo, kakorkoli. Če pa zgoraj pogledate, pa obstajajo, tukaj če pogledate malo miško, pa obstajajo tudi drugi odtenki te barve. Kaj to pomeni? Kdaj se pojavljajo drugi odtenki? Ko se začnete zavedati, da vi imate svojo notranjo moč, ko se začnete zavedati bolj sebe, ko začnete z delom na sebi oziroma z raziskovanjem sebe ugotavljati, da vi to zmorete, da si zaslužite lep partnerski odnos, da si zaslužite
notranji mir, miren spanec in tako dalje. In takrat se potem ta obleka začne spreminjati barvo. Še bolje kot to pomeni, da ko spreminja barvo, dejansko tudi spreminja to vibracijo. In iz vibracijskega vidika pomeni, da vi oddajate oziroma oddajamo drugačno vibracijo in enako se z enakim privlači, kar pomeni, da v svoje življenje privabljate in vabite kot magnet stvari, situacije, dogodke, osebe, ki so na isti frekvenci, na isti valovni dolžini oziroma z enakim odtenkom oblačila. Jaz sem tukaj dala odtenke oblačila mogoče za lažje razumevanje namesto vibracije. Vsaka barva predstavlja neko vibracijo, zgolj naključno pa je, katere barve sem izbrala. Če gremo naprej, sem tukaj v nadaljevanju pa pripravila in tukaj bom tudi ta pravokotnik pokazala, zdi se mi na nekih 3 slajdih. Se lahko tudi vprašate, primer, kdo sem, poleg tega ugotovim, katero obleko nosim, če se malo vrnemo nazaj, ugotovim, kdo sem, ko ponovno srečam partnerja, ki me je zlorabljal, in se vprašam, ali sem v tem primeru žrtev, ali sem opazovalec, ali zmagovalec. In številka 1 je, ko sem žrtev, številka 2, križec označite, ko ste opazovalec, in številka 3, ko ste zmagovalka oziroma zmagovalec. Ta kvadrat in križci izpolnjeni dejansko vam bodo pokazali, kakšne vloge, poleg tega, kakšno vibracijo oddajate, tudi kakšne vloge. Ko gremo naprej, je naslednja taka življenjska situacija, kako vidim sebe, katero obleko nosim oziroma kakšno vibracijo oddajam, kdo sem, ko vidim osebo, s katero sem se sporekla. Lahko je to oseba na delovnem mestu, lahko je to neka vaša prijateljica, znanka, lahko je to nekdo na pošti, pa ste si ga dobro zapomnili, kakorkoli, lahko je tudi stranka, absolutno. Ampak kdo sem v tem odnosu? In ravno tako označite, kdo ste, tudi tukaj sem napisala recimo nesoglasja, tukaj imate res ta pravokotnik, vi si lahko popravite po svoje, pomembno je samo, da greste v globino in na ta način spoznavate sebe. To pomeni, kdo sem, ko vidim osebo, ko jo srečam, tisto osebo, s katero sem se sporekla. Kaj se mi aktivira, kaj vibriram, katere občutke zaznavam. Če so to občutki nizke vibracije, to boste vedeli potem, kako se počutite, pomeni, da se je kreirala neka negativna narekovanja, to pomeni energija z nizko vibracijo in ta energija, moram reči, da to ne odide. Energijo je potrebno pretvoriti. Pretvorite jo pa z raziskovanjem in z delom na sebi, ko začnete ugotavljati, da dejansko imata obe prav ali pa oba prav. Vsak gleda iz svojega zornega kota. In to je enako kot recimo, ko sta dva, recimo, da poznate nek par in gresta potem narazen in ko se pogovarjate z njo, ne morete razumeti, da je bil on kot partner tak, in ko se pogovarjate z njim, ne morete razumeti, da je pa ona taka. In kaj to pomeni? Ali to pomeni, da imata oba narobe? Sploh ne, oba imata prav. Je pa res, da pa mi vsi smo navajeni gledati samo iz svojega zornega kota. Predstavljajte si recimo še en tak primer, ko greste v kino in recimo, da nas je 100 oseb v kinodvorani, na koncu filma nas recimo nek novinar vpraša, kako ste doživeli ta film, kaj vam to predstavlja, bo 100 različnih mnenj, lahko da bi bila neka rdeča nit skupna, ne bom rekla, ampak dejansko vsak podoživlja iz neke svoje notranjosti. Recimo, en tak primer je sedaj, ko je bil tudi Avatar, recimo za mene je bila to neka globina, ker sem v duhovnem svetu, ker drugače razmišljam, za nekoga je bilo to nesmiselno in tako naprej. Tako da je izjemno pomembno, kdo jaz sem v tem trenutku. Zato so tudi tiste 2 vprašanji na začetku, to pomeni, kdo jaz sem,
in kje sem, na katerem nivoju razumevanja, pa sploh ne, da bi bili neki nivoji višji, nižji, to sploh nima smisla, ampak predstavljajte si, da so ti nivoji razumevanja kot neki tiri, a ne, ki so na istem nivoju, ampak je odvisno, na katerem tiru jaz stojim z razumevanjem. Tako da to pomeni, to si tudi označite, kdo ste, kako vidite osebo, s katero ste se sporekli. Potem pa naslednja barva, tukaj sem označila barvo, kdo sem, ko opazim, da gre proti meni vodja, šef, sploh v tistem primeru, ko imate ponovno kreirano to nizko vibracijo, to energijo in kadarkoli jo ali ga srečate, lahko tudi zaposlenega, absolutno, gre v obe smeri, iz moje coaching prakse vidim, da gre v obe smeri in to kar aktivno. In se vprašate, kdo sem, kaj se mi aktivira. Se aktivira strah, nemoč in kdo sem, v kakšni vlogi sem takrat. Ali opazujem, kaj bo šef, šefica naredila, ali sem v obliki žrtve in občutim nemoč in strah in iz tega tudi znam zelo hitro, bom rekla, nekomu etiketo dati, a ne, ga nekako označiti in potem v tem življenju živeti, ali pa sem zmagovalec, zmagovalka, ker razmišljam, super, počutim se dobro, sem izjemno hvaležna, da sem na tem delovnem mestu, vidim, da se trudijo, jaz se trudim, razumem, da smo v neki soodvisnosti in tako dalje. Res je odvisno, na katerem tiru stojite tudi pri tem. In tudi tu vas povabim, da dejansko označite, kje ste recimo pri šefu, ali ste v vlogi žrtve, opazovalca ali zmagovalca. Okay? No, in tudi ta vloga se potem, recimo, katerokoli vibracijo nosite, z delom na sebi, z različnimi vajami, z razumevanjem vsega, da se dogaja res za vaše najvišje dobro. Kaj to pomeni? Pomeni, da se dogaja zato, da postanete tisto, kdor v resnici ste, oziroma da postanete tisto, za kar se je vaša duša odločila v tem življenju, da postanete. In potem, katero obleko nosim, ko sem na delovnem mestu, okay, tukaj se gre potem za zaposlene, ali pa morda tudi za vodje, šefe na svojem delovnem mestu, ki imajo neke izzive z zaposlenimi. Tako kot sem rekla, to je dvosmerna cesta, ne gre tole nič v eno smer, tako da kdo sem suveren, si upam, bom rekla, jasno izražati mnenja ali pa dati neka navodila, ali pa recimo, če je potrebno podaljšati nek delovni čas ali pa obvestilo neko dati in tako dalje. To pomeni, kdo sem, ko sem na delovnem mestu, to je z vidika recimo šefov, kdo sem na delovnem mestu pa z vidika zaposlenega, pa tudi kako sem v interakciji s svojimi sodelavci, s tem, kar delam, ali mi duša poje ali ne in kakšen odnos imam do samega dela, koliko dam, bom rekla, na govorice, lahko so to v bistvu, kdo sem tudi na delovnem mestu, ko sem v neki proizvodnji ali v pisarni in tako dalje. A ne? V pisarni morda zato mogoče toliko v razmislek, če ste nekje, bom rekla, delate v pisarni in imate neke revizije in imate neke kontrole in imate računovodstvo in ste za take pač stvari, morda tudi to vaše poslanstvo, kar je v redu, ampak ko se lotevate nekih novih projektov, se ravno tako vprašajte, okay, katero obleko jaz sedaj nosim, ko se lotevam tega projekta, ali ko zaključujem, ali ko sploh delam nek projekt in tako dalje. Vedno je pomembno, da se zavedate, s kakšno vibracijo vstopate na delovno mesto, v odnos z drugo osebo, v nek začetek, v nek konec nekega projekta, nekega dela in tako dalje. Enako je z delavci v proizvodnji. Kako stopam za tisto linijo, ali sem pripravljen, ali se mi ne ljubi, kaj mi roji po glavi, kaj nosim v svojem srcu in to tudi ustrezno označite. No, potem sem dodala še, katero obleko nosim, ko sem z družino, s partnerjem smo imeli, ko sem z družino, kaj v meni vibrira, tukaj sem dala malo bolj tako, bom rekla, ljubko barvo, ki ravno tako prehaja lahko v različnih odtenkih, ker ta prosti čas z družino, tudi sem namerno dala sliko, pri kateri so stari starši. Zakaj? Zato, ker recimo lahko, da imate
odličen odnos z družino, s svojimi starši, medtem ko starši partnerja malo manj. Lahko da tudi nimate dobrih odnosov tudi z vašimi starši in vam morda nekateri prazniki povzročajo izzive ali pa neki skupni preživeti čas ali nedeljska kosila in tako dalje. Zakaj se to pojavlja? Ravno tako to vidim iz prakse. Zato, ker nimamo še, bom rekla, predelenega, nismo spoznali, kdo mi smo in ob vsakem stiku z našimi starši se vrnemo v tisto malo osebo, v malo punčko, v malega fantka, ker je to še vedno tista vibracija, ki ni predelana. Ker smo še vedno lahko, da v občutku žrtve, morda v opazovalcu, kar pa pomeni, da če se vam take stvari aktivirajo, taki neprijetni občutki, potem niste zmagovalec oziroma zmagovalka v tej zgodbi. In zato je dobro biti pozoren, ko ste s svojimi starši, ko preživljate skupni čas, morda z bratom, sestro, kaj vam ta oseba aktivira. Nekako bi vas povabila, da gledate malček, bom rekla tako, ven iz svojega tega 3D sveta in opazujete, kdo ste vi v interakciji z bratom, sestro, starši. Ali ste še ponovno, oziroma ali ste vsakič tista mala punčka, mali fantek, da imate občutek, da bi vam nekdo pritisnil takole na gumbek in se vi, bom rekla, na nek način aktivirate, a ne? To je pomembno. In potem pri svoji družini, kdo ste, s svojimi otroki ali pa dejansko s partnerjem, bom rekla pa, da je tu en tak lep, zdrav odnos. Tako da tudi tu potem spoznate lahko, kdo ste v svoji, bom rekla, globini in lahko, da imate različne, povsem različne obleke, ko gre za družino. Ker energijsko mi zelo veliko prenesemo nekih vibracij in je zelo dobro vedeti, zakaj se tako počutim, kot se počutim. Sploh govorim o tistih občutkih, ki vam prikličejo to nizko vibracijo. Tako da poglobite se vase in morda predlog, da tukaj, kjer je, dovolite mi, da se samo majhen vrnem nazaj, da tukaj, kjer je družina, lahko date posebej družina vaša primarna in potem sekundarna, kar pomeni starši, brat, sestra in tako dalje. Če pa imate neke izzive sestro z bratom, pa dajte jih posebej. Ker to je področje potem, kamor vi naj bi šli raziskovati in se še bolj poglobljeno ozaveščati in raziskovati, kdo vi ste in kako ste lahko še močnejši v tem odnosu. Močnejši v tem samo sklopu oziroma na tak način, da postanete najboljša verzija sebe, da delujete iz ljubezni. Ne na tisti boks, jaz sem močnejša in ti si slabši, predstavljajte si te odnose ravno tako na istem nivoju, kot so tiri, to pomeni, delujem iz ljubezni. Delujem pa iz ljubezni takrat, ko lahko sprejmem vse to, kar se mi dogaja, oziroma kar se mi je dogajalo, da lahko vam povem tako iz dušnega vidika, ker se je moja duša tako odločila, pa kolikor pa to ne morete sprejeti, tudi povsem v redu, pa sprejmite, da se to dogaja za vaše najvišje dobro, ker te osebe, ne glede na to, da so to družinski člani ali pa pač kdorkoli nastopi v vašem življenju, je dejansko kot nek igralec v vašem življenju, ki vam kaže, katera področja bi vi, bom rekla, morali ali pa naj bi popravili, izboljšali, zato da res postanete tisto, kdor ste. In kot neko zadnjo sem si izbrala, tukaj imam, kako sem, kot sem z družino, no to sem dala posebej, kar pomeni, da tudi obstaja izjemno veliko odtenkov, kdo sem, ko sem svojo družino, ko se tudi sama sebe iščem in tako dalje. Tak pravokotnik s križci, ko boste označili, vam bo izjemno, izjemno veliko povedal o vas. In to so tisti podatki, kateri želite, zato ker na temelju tistih spoznanj boste ozavestili, v bistvu, ko boste jaz vedno rečem, opazuj, kaj opažaš. Opazuj pri sebi,
kaj se ti aktivira, sploh ko govorimo o nizki energiji, in potem kako to izboljšati, kako to popraviti. In ko opazujete, kaj opažate pri sebi, opazujte 3 stvari. Opazujte svoje čustva, to pomeni, kako se počutim jaz v dnevu, katera čustva se mi sprožajo, na kateri gumb vam ta oseba pritisne, kdorkoli to pač je. In potem opazujte vaše misli, o čem najbolj pogosto razmišljate. Kakšne so vaše misli? Morda so v minus, morda so v plus. Pa kaj ste prepričani? Ker prepričanje je dejansko res samo misel, ki ste jo mnogokrat pomislili, da je postala vaše prepričanje, ali pa vam jo je nekdo res velikokrat povedal, pa je to postalo vaše prepričanje. V večini primerov se pa potem izkaže ta prepričanja za neresnična, ker se nekako, bom rekla, podedujejo in mi jih sprejmemo kot neko zakonitost, kot nek normativ, da je to, pa dejansko ni to. In potem tretja stvar, odziv. Kako se vi odzivate? Kako se sedaj odzovete do te osebe, partnerja, morda ki vas zlorablja, ali pa ki vas je, potem do družinskih članov, do šefov, do zaposlenih, do svojih sodelavcev in tako dalje. Kako bi se radi odzvali? Bom dala jaz svoj primer. Jaz sem se v preteklosti velikokrat, prevečkrat, bom rekla, opravičevala kar tako, oprosti je lahko, oprosti to, oprosti in tako nekako mi je bila ta fraza v mojem besednem zakladu. No, in potem sva s prijateljico leta nazaj sva se dogovorili, da bova šli skupaj na neko otvoritev in otvoritev je bila v naslednjem tednu in ona meni v tekočem tednu pošlje SMS, na katerem je pisalo, ali se lahko dobiva ob 17:30 uri. In jaz sem avtomatično ji napisala: oprosti, Darja, ne moreva se dobiti takrat, ker imam jaz coaching. Zakaj? Ker sem razmišljala, da je to danes. In potem, ko sem jaz poslala SMS, sem se takoj spomnila, kaj pa, če ima ona narobe. A veste, ta moj oprosti je bil na podzavestnem nivoju, je bilo razmišljanje: narobe imaš. Tista druga oseba ima prav, ti imaš narobe. In potem sem šla pogledati, kdaj imava, dogovorjeni sva bili za neko otvoritev v Ljubljani. In potem sem pogledala po urniku, je bila ta otvoritev šele naslednji ponedeljek in ona načeloma mi nikdar ne pošilja takih SMS-ov, ker imava nekje en tak splošni dogovor, da se bova sigurno uro, 2 prej dobili, pokramljali, kaj pojedli, morda kavico spili, kakorkoli, ampak tisti dan je bilo to zame učna lekcija, super sporočilo. No, in potem naslednji SMS, to pomeni, jaz sem prvi SMS takoj v mojem prvotnem odzivu je bilo: oprosti. In potem naslednjih nekaj trenutkov, ko sem se prepričala, da pa jaz nimam narobe, pa ne to, da bi ona imela narobe, ker dejansko sploh nobena ni imela narobe, sem pa potem poslala ji, ampak midve imava to otvoritev šele v ponedeljek. In ona meni napiše: vem, da imava v ponedeljek, samo tako, da se dogovoriva že danes. No, in ko sem jo v tisti ponedeljek videla, sem jo objela in se ji srčno zahvalila, zato ker je bilo pa to res zame tak wake up call, res game changer, kaj to pomeni potem v praksi, kaj je pomenilo. Ali je to pomenilo, da sem jaz potem, bom rekla, kar nehala se opravičevati, tako mimogrede, sploh ne. Pomenilo je, da sem to občutno zmanjševala s časoma, tako, še velikokrat mi je kar zletelo iz ust, izletelo to oprosti, ampak sem pa ozavestila in je že to super. Sama zase sem bila ponosna, okej, tole bi se pa lahko drugače odzvala. No, in potem sem bila vse bolj pozorna na svoje odzive, kasneje sem to zelo začela prakticirati v pisni obliki, recimo, ko sem prejela kakšen mail, SMS, predno sem karkoli, bom rekla, odgovorila, ko sem že videla, da sem želela ponovno prvo besedo dati oprosti, sem dejansko preverila in potem odgovorila. In sčasoma je ta oprosti zbledel. Sedaj občasno ga seveda rečem, ampak večinoma ali pa velikokrat, ali pa,
velikokrat ima svoje mesto, zakaj in kako. Tako da, evo, to je recimo en tak življenjski primer. To pomeni, ko želite spremeniti svoj odziv na nekaj, to ne pomeni, da ga boste od danes do jutri. Težko se to naredi, saj jaz mislim, da težko, no, lahko da je tudi to moje prepričanje. Zakaj? Zato, ker recimo, če pogledate, vi lahko to desetletja trenirate, a ne? Je pa dobro, da začnete ozaveščati in potem bo to šlo samo tako, a ne? To, tak način odziva. In ozavestite odzive, katere ne želite. No, to sem sedaj vse skupaj strnila. Tako da, čestitam vam za vajo, ker ste jo naredili. Vkolikor imate kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišete na arminazafic1@gmail.com. Lahko spodaj v tem tudi posnetku pustite kakšen komentar, vprašanje na YouTubeu, to ste me našli. Tudi na internetni strani www.motivacija-za.me je res zelo veliko napisane vsebine, vaj, afirmacij in vsega tega, da pa lahko potem, ko ugotovite, katero obleko nosite in začnete menjati te obleke oziroma ne najdete načina, lahko tam najdete ali pa